pozdravljeni na osnovni šoli Koroških jeklarjev. Živimo v času sodobnih tehnologij, ko mladina najraje posega po daljincih. Najraje posega po računalniku, se usede za televizor, vzame v roke kako tablico, pa bolj ali manj pametne telefone. Da pa temu ne bi bilo tako, da bi samo sedeli za tehnologijo, ker se potrebno obračati tudi k naravi, se ustvarjajo razni projekti, med njimi je tudi projekt Šolski vrtovi. Jaz moram reči, da naša šola je že prej se nekako usmerila v to smer, da se obračamo k naravi. Že prej smo imeli vrtove, potem smo se seveda priključili temu projektu. V lanskem letu smo uspeli postaviti tudi šolski čebelnjak, tako da se zelo trudimo, da mlade navajamo, da se obračajo nazaj k naravi, k zdravi prihrani in pa seveda, da se tudi malo več gibljajo. Tako danes gostimo tretje srečanje mladih in njihovih mentorjev šolskih vrtov. Jaz bi samo rekel, verjetno boste na teh delavnicah danes poznali veliko novega, kar bo pripomoglo zopet k vrnitvi k naravi, k boljši prehrani, tudi mogoče bo doma kakšen pridelek več, kot je bil prej. Jaz vam želim, da se boste na naši šoli lepo imeli, fino počutili in seveda kaj novega spoznali. Hvala. Vica eno špinačo skuhala. Malo bomo pa še za čaj bagdal.
Abraham Lincoln je davnega leta 1858 dejal: "Kmalu bo največ vredno znanje, ki bo omogočilo pridelavo hrane na vsaki, tudi najmanjši zaplati zemlje. In skupnost, v kateri bodo to znali vsi njihovi pripadniki, ne bo nikoli žrtev zatiranja in izkoriščanja." In da osvojimo to znanje in ga prenašamo mlajšim, je namen našega druženja. Pobudnik tega dogodka je bilo društvo Ajda Koroška, pokrovitelj pa je občina Ravne na Koroškem. In k besedi zdaj vabim gospoda župana dr. Tomaža Rožena in predsednico društva gospo Antonijo Lučičnik, da nam povejo kakšno spodbudno besedo. Prosim. Spoštovani udeleženci današnje slovesnosti, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se udeležili tretjega srečanja otrok, staršev in mentorjev za vrtove na šolah in vrtcih Koroške, tukaj pri osnovni šoli Koroških jeklarjev Ravne na Koroškem. Prvo srečanje je bilo pred 2 letoma v Mislinji, lani pa v Dravogradu. V društvu Ajda Koroška imamo skupino za šolske vrtove, ki je nosilec vseh teh aktivnosti. Vodijo ravnateljica osnovne šole Šentjanž pri Dravogradu, gospa Dragica Jurjec. Gospa Dragica, hvala vam, da vodite skupino za šolske vrtove. Predtem je skupino vodila magister Nevenka Štraser iz Zavoda za šolstvo, ki se je za danes opravičila in me je prosila, da vse lepo pozdravljam in nam zaželim prijeten popoldan. Zahvaljujem se tudi vam, gospod Aljaž Banko, ki ste kot ravnatelj osnovne šole Koroški jeklarji sprejeli organizacijo in izvedbo tega srečanja na vaši šoli. Posebna zahvala tudi vam, dr. Tomaž Rožen, ki ste kot župan občine Ravne na Koroškem prevzeli pokroviteljstvo in naše srečanje finančno podprli. Ekipa osnovne šole Koroški jeklarji pod strokovnim vodenjem in izvedbo mentorice Majde Nabornik je pripravila to proslavo in čudovite ustvarjalne delavnice za učence in otroke iz vrtcev. Sodeluje ekipa učiteljic in otrok iz osnovne šole Juričevega Drečka in vzgojiteljic in otrok iz vrtca Ravne na Koroškem. Sodelujejo pa tudi članice društva Ajda Koroška. Iskrena hvala vsem navedenim in tudi vsem ostalim sodelujočim pri današnji proslavi. Naše društvo spodbuja zdrav način pridelovanja hrane po ekološki metodi, ki se imenuje biološko-dinamična metoda. Naša posebnost je v tem, da upoštevamo vpliv planetov sončnega sistema in celotnega vesolja na Zemljo. Vsa škropiva za nego zemlje in rastlin delamo sami iz zdravilnih rastlin in s tem ohranjamo zdravo zemljo, vodo in vse okolje. Na mladih svet stoji, zato se delujemo z vrtci in šolami na Koroškem. Trenutno jih je že okrog 20. Pomagamo in svetujemo pri postavitvah in negovanju šolskih vrtov po tej ekološki metodi. Zahvaljujem se vsem mentorjem na šolah in vrtcih, ki z otroki urejate vrtove, in mentorjem našega društva, ki sodelujete z njimi. Ob takšnem sodelovanju pedagogov in zanimanju otrok lahko z optimizmom zremo v prihodnost. Ponosni smo na naše delo z mladimi in želim, da tako nadaljujemo tudi v bodoče. Hvala. Lep pozdrav vsem zbranim, so tudi v imenu občine Ravne na Koroškem, spoštovani učenci, spoštovani učiteljice, učitelji, sodelavke vrtca, ravnatelj, gospa Lučičnik, dragi starši. Torej, lep pozdrav v imenu občine Ravne na Koroškem in tudi v imenu vseh županov Koroške regije, ki seveda podpiramo ta projekt, torej šole, ki uči ne samo iz knjig, ampak šole, ki uči tudi na vrtovih. Hvala društvu Ajde, da to organizirano pomaga. Dejstvo je seveda, da ljudje smo nekoliko preveč oddaljeni od narave in potrebni so takšni projekti, da ne pozabimo, odkot smo prišli in čemu smo seveda dolžni za to, da lahko na tem planetu obstajamo. Vsi smatramo, da vso zelenjavo, vse, kar potrebujemo, lahko kupimo v trgovinah, večino hrane so kupimo tam,
Vendar pa je pomembno, da mladi vidijo, kako pravzaprav ta hrana, zelenjava, sadje nastaja in to se mi zdi velika dodana vrednost tega projekta, da se torej na nek način vračamo k naravi in pa hkrati seveda, da šolski pouk ne poteka samo v tej lepi šoli, ampak da poteka šolski pouk tudi izven šolskih zidov, da imate tudi na teh vrtovih učne ure, da se torej učite tudi, če lahko rečem, iz prakse. Več pozitivnih stvari v tem projektu, zato so da ga občine, verjamem, da ne samo naša, ampak tudi druge občine podpiramo. Ter nas veseli, da je že veliko osnovnih šol ter tudi vrtcev vključenih v to, ter da boste seveda z dobrim delom mentorjev, naše mentorice, s tem tudi nadaljevali in lahko rečem, da boste naleteli na podporo tako naše lokalne skupnosti kot drugih. Torej, čestitke k temu projektu, upam, da se boste marsikaj dobrega še v tem naučili. Zdaj pa mi dovolite nekaj napotkov, da bo naše druženje danes kar se da prijetno in uspešno. Torej, nadaljevali bomo z druženjem v različnih delavnicah, ki bodo trajale eno šolsko uro. Po končanih delavnicah bomo izdelke razstavili v avli, po njihovem ogledu pa se bomo ukrepčali v jedilnici šole. Delavnice za najmlajše vodijo vzgojiteljice v 4 skupinah, Alenka Nerat Rože in Sabina Mihalič, Jasna Gamze in Danica Štern, Manica Klančnik in Simona Svetina, Valentina Slemnik in Andreja Kuštar. Te delavnice so pri stranskem hodu v 1A in v 1B. Potem imamo pa za malo vas starejše delavnice. Mislim, da bo zelo zanimivo. Vaše mentorice so vas že razporedile oziroma po vašem interesu. Ena delavnica je Moj čajček, vodite ga Mojca Brložnik in Olga Natlačen. Delavnica je na desno, napisano je na vratih vse, če kdo ne bo našel, bomo pomagali. Potem imamo delavnico Drevesa, listi, rožice, vodijo gospa Dorica Pučl v tele učilnici tule. Potem imamo delavnico Semena in njihov pomen za samooskrbo, vodijo gospa Marija Čreslovnik. In zunaj, to bo potekalo v šoli, zunaj šole pa bo ta 2 demonstraciji, in sicer se nam je prijazno odzvalo Sadjarsko društvo Mežiške doline in gospod Peter Račel, predsednik društva, in gospod Konrad Dihpol bosta demonstrirala, kako posadimo sadno drevo. Pa še nekaj imamo, torej vemo, da lahko pravzaprav visoko gredo postavimo kar na asfalt, če nimamo kaj drugega, in da nam tudi tako lahko uspe pridelati sadje, zelenjavo, in to bo demonstriral, oziroma učenci bojo pomagali, učitelj Jure Plevnik, ravno tako na našem šolskem vrtu. V tem času, ko bodo naši najmlajši in tudi malo večji v delavnicah delali, pa je v zeleni dvorani predavanje za mentorje, ki ga bo izvedla gospa Nuša Hamler. Tako, to so tisti najpomembnejši napotki za naše nadaljevanje druženja. Zdaj pa vas prosim, da se razporedite in pa da uživate.
Ruske pa sem delala. Pri Koroškem, pri Kranjskem. Za sestri smo šli na delavnice. Na začetku smo pač v to gredo smo dali volno, ovčjo volno, da bi bilo sicer, da voda ne bi natekla in bi se čim več zadržavala v gredi. Potem spodaj smo dali veje, potem na veje smo dali pa od sončnic take ta stebla. Potem smo pa dali še tiste večje veje. Potem smo dali na robu obrnjeno travo, smo dali grčet, da bi se zagnojilo in potem smo dali še zemljo, ki je ostala tam od strave, ki je padla na tla. To delavnico sem se odločil za tega, ker je zanimivo in zabavno. Delamo pa takšne šopke.